V začetku 19. stoletja je bil v Indoneziji vulkan, ki je dolgo časa miroval. Redko je kadil in prav tako redko povzročal potrese. Zato se je ljudem, ki so živeli v bližini, zdel kot navadna gora. Toda pod to goro, za katero so mislili, da je običajna, se je dogajalo nekaj, česar niso videli. Ta vulkan je Tambora. Aprila 1815 je nenadoma izbruhnil na način, kakršnega sodobni svet skoraj še ni doživel. Pred skoraj 200 leti je na oddaljenem otoku v Indoneziji izbruhnila Tambora, najvišja gora v državi, in ubila 120.000 ljudi. Po mnenju zgodovinarjev in znanstvenih zapisov je bil izbruh tako močan, da se je zvok slišal na območjih oddaljenih več kot 1000 kilometrov. Veliko ljudi je takrat mislilo, da poteka vojna ali da v daljavi pokajo veliki topovi. Toda ni bila strašljiva le moč zvoka. Ogromno pepela, kamenja in dima je vulkan izbruhal visoko v atmosfero. Zaradi tega se je v naslednjem letu spremenila celo klima na Zemlji. Po raziskavah znanstvenikov in zgodovinarjev se je temperatura v nekaterih delih sveta znižala. V nekaterih delih sveta je celo nastopila zima, čeprav je bilo v nekaterih državah poletje. Unicile so se tudi poljščine, nastopila je lakota in veliko ljudi je bilo prizadetih, čeprav so bili oddaljeni na tisoče kilometrov od Indonezije. Zato je izbruh Tambore še danes znan kot ena najbolj uničujočih vulkanskih izbruhov v zabeleženi zgodovini. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Gora Tambora se nahaja na otoku Sumbawa v Indoneziji. Je del tako imenovanega pacifiškega ognjenega obroča. To je zelo obsežno območje okoli Tihega oceana, kjer je veliko aktivnih vulkanov in pogostih potresov. Razlog, zakaj je tukaj toliko vulkanov, je preprost. Pod zemljo so velike kamnite plošče, imenovane tektonske plošče. Počasi se premikajo. Na območju Indonezije se nekatere od teh plošč potiskajo in trčijo druga ob drugo. Zato, ko se ena plošča potisne navzdol pod drugo, se nekateri njeni deli, zaradi izjemne vročine, pod zemljo stopijo. Ko se kamenina stopi, nastane magma. S časoma se magma kopiči pod vulkanom. In ko se je nabere več, se pritisk v notranjosti še poveča. Podobno kot pri ekonom loncu, ki se nenehno segreva. Ko gora ne more več zdržati prevelikega pritiska, pride do izbruha. In točno to se je zgodilo pri Tambori. Pred izbruhom leta 1815 je bil vulkan dolgo časa miren. Mogoče stoletja ni bilo večjih aktivnosti, zato se ga veliko ljudi takrat ni več bala. Po raziskavah z uporabo ogljikovega datiranja naj bi gora obstajala že več kot 50.000 let. V tistem času je bila ena najvišjih gora v regiji. Njegova višina je dosegala približno 4300 metrov, preden je prišlo do velikega izbruha. Toda pod goro je bila velika magmatska komora, ki se je počasi polnila. Ko se je magma kopičila, sta se v notranjosti Zemlje povečevala toplota in pritisk. Po znanstvenih ocenah lahko temperatura pod vulkanom preseže 800 stopinj Celzija. In ker je bila magmatska komora Tambore plitvejša v primerjavi z drugimi vulkani, se je pritisk hitreje nabiral. Da bo lažje razumeti, si predstavljaj steklenico gazirane pijače, ki jo dolgo časa treseš, ne da bi jo odprl. Pritisk se nabira v notranjosti, ampak če jo nenadoma odpreš, boš videl močno eksplozijo. Enako se je zgodilo pri Tambori, le da je bilo milijonkrat močnejše. V zgodnjih 1800-ih so bili na otoku Sumbawa kraljestva in majhni sultanati. Eno izmed njih je bilo kraljestvo Tambora, ki je bilo prav okoli vulkana. Tisoče ljudi je takrat tam živelo. Kraj je bil znan po kmetijstvu, trgovini in naravnih bogastvih. Zemlja blizu vulkanov je namreč zelo rodovitna. Zato, čeprav je nevarno, še vedno veliko ljudi živi v bližini. Ker je vulkanska zemlja odlična za kmetijstvo, toda ko je bilo življenje ljudi okoli Tambore normalno, se je pod goro stanje postopoma slabšalo. Niso vedeli, da jih čaka ogromna katastrofa. In ko je prišel april 1815, je dokončno izbruhnil eden najmočnejših vulkanov, kar jih je človeštvo kdaj videlo. Preden je gora Tambora dokončno izbruhnila, se to ni zgodilo kar naenkrat v enem dnevu. Najprej so bili opozorilni znaki. Leta 1812 se je vulkan začel prebujati po zelo dolgem obdobju mirovanja. Pojavljali so se šibki potresi, iz kraterja je prihajal dim in para.
Občasno so se iz vrha gore dvigali temni oblaki. Toda pa v tistem času ni bilo sodobne opreme, kot jo uporabljajo znanstveniki danes. Še ni bilo senzorjev, ki bi lahko spremljali gibanje magme. Še ni bilo opozorilnega sistema, ki bi povedal, kdaj je treba oditi. Zato so za ljudi, ki so živeli okoli Tambore, dim in tresenje verjetno postali le del vsakdanjega življenja. Nekako tako se je zgodilo. Dolga leta je bila gora na površju mirna, toda pod njo so se še naprej kopičili toplota, plini in staljena kamnina. Ker se pritisk ni mogel sproščati, je postajal vse močnejši. Predstavljaj si lonec s pokrovom. Ko voda v njem vre, se para nabira. Če para ne more uiti, se pritisk na pokrov povečuje. Ko ga pokrov ne more več zadržati, nenadoma izbruhne navzgor. Točno to se je preprosto zgodilo na Tambori. Po znanstvenih zapisih se je velik izbruh Tambore začel 5. aprila 1815. V prvem delu so bili prisotni potresi in izbruhi vulkanskega materiala. Toda pa je močnejši izbruh prišel po nekaj dneh po noči 10. aprila 1815. Predtem je bila v notranjosti vulkana ovira, ki je blokirala pot magmi. Ta stara magma je postala gosta in trda. Sčasoma je delovala kot pokrov, ki je zaprl odprtino na dnu gore. Zaradi tega pritisk ni mogel kar tako uiti. Sčasoma se je plin in magma v notranjosti vse bolj nabirala. Postajalo je vse bolj vroče, pritisk pa je naraščal. In ko vulkan tega ni več zdržal, je pregrada nenadoma popustila. Takrat se je začela prava nevarnost. Magma in vulkanski plin sta z izjemno silo izbruhnila izpod gore. To ni bil le navaden dim. To je bil nenaden izbruh izjemno vročega pepela, kamenja in pritiska iz notranjosti zemlje. Zato, ko je izbruhnil Tambora, tega niso slišali kot navaden zvok. Bolj pravilno je, da si to predstavljamo kot udarni val. Običajen zvok, če tudi glasen, je kot val zraka, ki potuje mimo. Toda udarni val je veliko bolj silovit kot nenaden udarec v zrak. Ko gre mimo, hitro potisne in pretrese okolico. Da bi to lažje razumel, si predstavljaj vodo v vedru. Če pihneš po površini, bo nastal le majhen val. Če pa vanjo vržeš večji kamen, bo voda nenadoma špricnila v vse smeri. Tako je razlika med običajnim zvokom in udarnim valom. Pri Tambori je bil izbruh tako močan, da se je pritisk iz vulkana razširil po zraku zelo daleč. Po zgodovinskih zapisih, ki jih uporabljajo raziskovalci, so eksplozijo slišali na oddaljenih krajih in nekateri ljudje so mislili, da gre za topovsko streljanje ali vojno. A še bolj strašljivo je, da ta prvi močan izbruh sploh ni bil najhujši. To je bila šele opozorilo. Pod goro je bila pripravljena še večja sila. In medtem, ko se pot magme še naprej odpira, se približuje največja eksplozija, bo spremenila ne le Sumbavo, ampak tudi podnebje celega sveta. Ko so se aprila 1815 začele močne eksplozije Tambore, so ljudje hitro opazili, da to ni bila navadna izbruh. Tlak, ki ga je sprostil vulkan, je bil tako močan, da je bil zrak sam kot bi ga udarila izjemna sila. Po raziskavah vulkanologov je bil udarni val iz Tambore eden najmočnejših atmosferskih eksplozij, ki so jih kdaj zabeležili v zgodovini. Preprosto povedano, izbruh ni bil le glasen. Z izjemno silo je potisnil zrak navzven v vse smeri. Zaradi tega so tudi na zelo oddaljenih krajih od Tambore še vedno slišali močno eksplozijo. V nekaterih mestih in na otokih so ljudje mislili, da je vojna ali da nekdo na morju strelja z velikimi topovi. Takrat so celo poslali vojake, da preverijo, ali kdo napada ali pa je kakšna ladja v nevarnosti. Mislili so namreč, da je to zvok bitke. A vendar, ko je čas mineval, je postajalo vse bolj jasno, da to ni vojna. Izkazalo se je, da gre za izbruh ogromnega vulkana. Presenetljivo pa je, da Tambora ni izbruhnila le enkrat. Več dni zapored je bruhala izjemno močne izbruhe. Vsak nov izbruh je prinesel nov pritisk iz globin zemlje. To se je namreč dogajalo znotraj gore. Čeprav se je ob prvem izbruhu odprla pot za magmo, je pod površjem ostalo še vedno ogromno magme in vulkanskih plinov. Nova magma še naprej prihaja iz globljih delov zemlje. Zato se zdi, kot da vulkanu nikoli ne zmanjka moči. Dokler prihajata nova magma in plin, prihaja tudi do novih izbruhov. In ob vsakem izbruhu se v zrak izstrelijo še več pepela in kamenja. Po zgodovinskih zapisih so bili kraji oddaljeni več kot 1000 kilometrov, toda se še vedno sliši brnenje erozije. Obstajajo celo poročila, da bi lahko šibki zvoki dosegli še bolj oddaljene dele jugovzhodne Azije.
To samo kaže, kako velika energija se je sprostila iz Tambore. Medtem ko so bili ljudje zaposleni s poslušanjem pokov in brnenja vulkana, pa je prihajala še hujša težava – pepel. Po prvih močnih izbruhih se je v zrak začelo širiti ogromno količino vulkanskega pepela. To ni bil navaden prah. Vulkanski pepel so drobni delci kamnin, stekla in mineralov, ki so izjemno fini. Če jih vdihnemo, so nevarni za ljudi in živali. Lahko uniči pridelke, onesnaži vodo in povzroči hude težave z dihanjem. Naslednji dan po prvem velikem izbruhu je pepel začel padati tudi na območja daleč od Tambore. Nebo je postopoma prekrila siva meglica. V nekaterih delih Indonezije je bilo celo opoldne videti kot noč zaradi gostega pepela v ozračju. Po zgodovinskih zapisih sonca skorajda ni bilo več videti na nekaterih območjih. Nekoč svetlo nebo je postalo temno in obdano z rumenkasto sivo meglico. Medtem ko se je to dogajalo, je v ozadju še vedno donelo iz vulkana. Zdelo se je, kot da neprestano grmi iz globin zemlje. Po hišah, cestah in poljih se je počasi nabiral debel sloj pepela. Sprva so nekateri ljudje celo mislili, da ima padanje pepela poseben ali zdravilen učinek. A vendar je sčasoma postalo jasno, da gre za izjemno veliko nesrečo. Vsak dan je bilo pepela več. Okolica je postajala vse temnejša in ko je veter nosil vulkanski pepel proti zahodu, so bile še bolj prizadete otoki kot sta Java in Bali. V samo nekaj dneh se je celotno okolje okoli Tambore začelo spreminjati in to še ni bil najhujši del izbruha. Do 10. aprila 1815 je okolica Tambore že skoraj izgledala kot pekel. Na bližnjih otokih je bila zemlja prikrita z debelo plastjo pepela. Na nekaterih mestih pepela skorajda ni bilo več mogoče videti. Tudi opoldne je bilo, kjer je bilo prej normalno življenje, vse zamenjano s temo, dimom in neprestanim hrumenjem iz vulkana. A čeprav je bila situacija že tako huda, to še ni bil najbolj nevaren del izbruha. Tisto noč je Tambora vstopil v fazo, ki jo znanstveniki imenujejo plinijska faza. To je najbolj silovit in najbolj uničujoč del vulkanskega izbruha. Tukaj pride do neprekinjenih in zelo močnih izbruhov in lahko izstrelijo ogromne količine pepela, kamenja in plinov zelo visoko v ozračje. Da boš lažje razumel, si predstavljaj ekonom lonec, ki ni samo eksplodiral, kot da bi milijoni ton vročega kamenja in plinov nenadoma izbruhnili iz cele gore. Proti večeru je Tambora začela izbruhavati ogromne erupcijske stolpce. Po raziskavah so ti stolpci segali skoraj 40 km visoko v atmosfero. To je izjemno visoko, še višje kot običajna višina leta večine današnjih letal. Medtem ko se je gost oblak pepela dvigal, so iz neba začele padati vroče vulkanske kamnine in plovec. Plovec je lahka, a trda vulkanska kamnina, ki nastane, ko se magma hitro ohladi, medtem ko je polna plina. Na nekaterih mestih so bile kamnine, ki so padale z neba, velike kot človeška pest. Ko se je noč poglabljala, je izbruh postal še bolj silovit. Po zgodovinskih pričevanjih očividcev je bila videti cela gora, kot da gori. Z njenega vrha so v različnih smereh bruhali ogenj, pepel in gost črn dim. Preprosto povedano, kot da sama zemlja eksplodira. Potem je začel izjemno gost vulkanski pepel padati na vasi okoli Tambore. Hiše, drevesa, polja in ceste so bile postopoma prekrite. A prišlo je še nekaj bolj strašljivega – piroklastični tok. To je eden najbolj smrtonosnih delov vulkanskega izbruha. Piroklastični tok je izjemno hiter plaz izredno vročega pepela, kamenja in strupenih plinov, ki se spušča z vulkana. To ni navaden dim. To je kot orjaški oblak ognja in pepela, ki se hitro spušča po gori, je izjemno vroč in se premika zelo hitro, zato je skoraj nemogoče pobegniti, če si blizu vulkana. Po znanstvenih ocenah lahko temperatura piroklastičnega toka doseže 100 stopinj Celzija. Tako je vroče, da lahko takoj zažge skoraj vse, kar mu pride na pot. In tisto noč se je zrušil ogromen erupcijski steber Tambore. To se je zgodilo, ker je bilo v zraku preveč pepela in ostankov, zato so padli nazaj na tla. Tam so se začeli veliki piroklastični tokovi. Nato je po gori zdrvel žgoč pepel in plin. To je požrlo vasi in kraljestva okoli Tambore. Nekdaj uspešno kraljestvo Tambora je bilo skoraj izbrisano z obličja zemlje. Po arheoloških izkopavanjih, opravljenih po mnogih letih,
so našli hiše, zakopane v debelih plasteh vulkanskih usedlin. Nekaj človeških okosti so našli celo znotraj hiš. To kaže, kako hitro se je zgodila tragedija. Veliko ljudi verjetno ni imelo priložnosti pobegniti. Izgubljene niso bile le stavbe, izgubljen je bil tudi velik del kulture in zgodovine ljudi, ki so tam živeli. Po mnenju zgodovinarjev so imeli svoj jezik, ki se je razlikoval od tistih v bližnjih krajih. Toda po izbruhu je skoraj popolnoma izginil skupaj z njihovo skupnostjo. In medtem ko so piroklastični tokovi uničevali okolico Tambore, se je vulkan ponoči še naprej neprestano izbruhaval. Celoten otok se je počasi spreminjal v ogromno območje katastrofe. Medtem ko so piroklastični tokovi še naprej uničevali okolico Tambore, se je začel pojavljati še en nevaren učinek. Ko se je izjemno vroč pepel, kamenje in vulkanske naplavine zgrnilo proti obali, je velik del tega padel v vodo, kar je povzročilo cunami. Ta cunami ni bil tako velik kot največji v zgodovini, vendar je bil dovolj močan, da je povzročil paniko in dodatno uničenje na bližnjih obalah. Na nekaterih območjih blizu morja se je voda nenadoma dvignila in nato hitro umaknila po nekaj minutah. Hkrati so se iz vulkana še naprej vrstile močne eksplozije. Po zgodovinskih zapisih iz tistega časa je bila na nekaterih otokih tako gosta tema, da so morali prižgati sveče, čeprav je bila še vedno popoldan. Sonce ni bilo več dobro vidno. Gosta plast pepela v zraku je blokirala svetlobo. Preprosto povedano, kot da je celotno nebo prekril ogromen oblak prahu. In sčasoma je padanje pepela postajalo še gostejše. Drevesa, hiše, polja in reke so bili postopoma prekriti. Nekdaj zelena okolica je postala siva od prahu in skoraj ni bilo več življenja. Po pričevanjih očividcev so bili nekateri kraji videti, kot da ni več normalen dan, čeprav je bila že jutranja ura. Kot da bi bila stalna noč. Po najmočnejših izbruhih 10. aprila se Tambora ni takoj ustavila. V naslednjih tednih in mesecih je še naprej bobnela in izločala pepel ter dim, čeprav je počasi slabela. Šele sredi leta 1815 se je začela vulkanska dejavnost popolnoma umirjati. Toda čeprav je izbruh že oslabel, je za seboj pustil ogromno škode. Po raziskavah zgodovinarjev in vulkanologov je bila skoraj vsa vegetacija na večjem delu Sumbave uničena. Veliko gozdov je bilo pokritih s pepelom, številne reke in obale so spremenile svojo podobo. Tudi sama gora Tambora se je po izbruhu zmanjšala. Pred katastrofo je bila njena višina ocenjena na več kot 4000 metrov. Toda zaradi izjemno močne eksplozije in porušenja vrha se je višina gore močno zmanjšala. To samo kaže, tako velik del gore je dobesedno izbruhnil in izginil. Obstaja pa še ena težava, ki je preživelim še dodatno otežila življenje. Ladje skoraj niso mogle takoj pripluti v okolico Tambore zaradi gostote vulkanskih ostankov v morju. Velik del oceana je bil takrat prekrit s plavajočo pemzo in pepelom. Zaradi tega je bilo oteženo prihajanje pomoči in zalog. In sčasoma so se začeli čutiti še hujši učinki izbruha. Lakota, bolezni in pomanjkanje hrane ter čiste vode. Veliko pridelkov je bilo uničenih zaradi debele plasti pepela, veliko živali je poginilo in na nekaterih območjih ljudje skoraj niso mogli ničesar pridelati. Po ocenah zgodovinarjev je na tisoče ljudi takoj umrlo zaradi samega izbruha, piroklastičnih tokov in padavin pepela. A še več jih je umrlo v naslednjih mesecih zaradi lakote, bolezni in propada običajnega življenja v regiji. In skupno naj bi bilo več kot 100 000 ljudi prizadetih ali umrlih zaradi posledic izbruha Tambore in kasnejše podnebne katastrofe. A čeprav je bila tragedija v Indoneziji tako velika, v resnici ni bila prizadeta le jugovzhodna Azija zaradi Tambore. Učinki pepela in žvepla, ki jih je izbruh vrgel v ozračje, so se začeli širiti po vsem svetu. In v naslednjih mesecih bo Zemlja začela doživljati nenavadno obdobje, ki ga bodo poimenovali leto brez poletja. V sodobnem času znanstveniki uporabljajo lestvico, imenovano Volcanic Explosivity Index ali VEI, da izmerijo, kako velik je bil izbruh. Višja kot je številka, močnejši in nevarnejši je izbruh. Na primer, izbruhi z VEI 5 so že zelo veliki in lahko izvržejo ogromne količine pepela in kamenja. Vendar pa so po mnenju vulkanologov izbruh Tambore leta 1815 dosegel VEI 7. To pomeni, da spada med največje vulkanske izbruhe v zabeleženi človeški zgodovini.
Preprosto povedano, ni šlo le za izbruh gore, kot da bi se ogromen del zemlje dobesedno razstrelil navzgor. Po znanstvenih ocenah je Tambora v ozračje izbruhnila stotine kubičnih kilometrov pepela, kamnin, plinov in vulkanskega materiala. In tukaj se je začel učinek, ki ga svet takrat ni pričakoval. Pepel in žveplo iz izbruha se namreč nista zadržala le v Indoneziji. To se je dvignilo zelo visoko v ozračje in se postopoma razširilo v različne dele sveta. Zaradi tega se je zmanjšala količina sončne svetlobe, ki je dosegla površje planeta. Da bi to lažje razumeli, si predstavljajte dim, ki prihaja iz zelo velikega požara. Ko je dim gost, je svetloba, ki prehaja, šibkejša. Enako se je zgodilo na Zemlji po izbruhu Tambore, vendar v veliko večjem obsegu. Naslednje leto so različne države začele doživljati nenavadne podnebne spremembe. Temperatura se je znižala. Vreme je postalo še hladnejše in na nekaterih območjih je celo snežilo in se pojavljala slana, čeprav bi moralo biti poletje. V Združenih državah Amerike, Evropi in nekaterih delih Azije je bilo zaradi prevelikega mraza in spremenljivega vremena uničenih veliko posevkov. Nekatera območja so doživela slano tudi v poletnih mesecih, nekatera polja niso več obrodila, nekateri kmetje so ostali brez pridelka. In zaradi tega se je začelo hudo pomanjkanje hrane. Po zgodovinskih zapisih je prišlo do lakote, zvišanja cen hrane in povečanja bolezni v različnih državah. V tistem času večina ljudi še ni vedela, da je bilo vse povezano z enim vulkanom v Indoneziji. Takrat še niso popolnoma razumeli, kako velike izbruhe vplivajo na podnebje celega sveta. Danes pa je znanstvenikom jasno, da sta žveplo in vulkanski delci iz Tambore eden glavnih razlogov za nenavadno podnebno katastrofo leta 1816. In medtem ko so imele številne države težave zaradi hladnega vremena in propada pridelka, je izbruh pustil tudi vpliv na kulturo in zgodovino. To je to. Zgodovina, ki je vplivala na tiste čase, umetnike in pisatelje, je pustila svoj pečat. Po mnenju zgodovinarjev je nenavadno turobno vreme po izbruhu Tambore postalo del navdiha za nekatere znane grozljivke iz 19. stoletja, vključno s Frankensteinom avtorice Mary Shelley. Na Kitajskem pa je huda mraz in pomanjkanje hrane vplivalo tudi na življenja mnogih ljudi ter se celo pojavilo v nekaterih tradicionalnih zapisih in pesmih iz tistega obdobja. Toda kljub vsem tem kulturnim vplivom je najhujša posledica še vedno izguba številnih življenj. Žrtve niso bili le tisti, ki so neposredno umrli zaradi izbruha. Veliko jih je umrlo tudi zaradi lakote, bolezni in podnebne katastrofe, ki so sledile po izbruhu. In še danes znanstveniki in zgodovinarji izbruh Tambore štejejo za eno najnevarnejših naravnih nesreč v sodobni človeški zgodovini. Ni uničil ni samo enega otoka, spremenil je podnebje celotnega planeta, spremenil je življenje milijonov ljudi in pokazal, kako majhen in šibek je človek, ko se premakne prava sila narave. V več kot 200 letih od izbruha Tambore ni bilo nobenega drugega vulkanskega izbruha, ki bi dosegel enako stopnjo kot ta. In to je razlog, zakaj ga znanstveniki po vsem svetu še danes nenehno preučujejo. Ker nas Tambora opominja, da tudi če je gora stoletja tiha, to še ne pomeni, da pod njo ni več skrite nevarnosti.